Pozdravljeni! Na začetku sezone 2020 smo videli kar nekaj odpovedanih oziroma prestavljenih dirk. Prestavljene na nedoločen čas, videli bomo, kdaj in če jih bodo izvedli. In mnogi pravijo, kako nikoli v zgodovini Formule 1 nismo videli še kaj takega. A res? Sam sem pogledal malce v zgodovinske knjige in dobil kar nekaj odpovedanih dirk iz različnih razlogov in skupaj si bomo ogledali tiste najbolj zanimive primere. V zgodovini Formule 1 poznamo ogromno primerov, kot so odpovedali določene dirke. Razlog po večini denar. Ali ni bilo dovolj sredstev, ali organizatorji niso naredili dogovorjenih sprememb na progi in tako naprej. A imamo kar nekaj zanimivih primerov, katere bom skušal našteti sedaj, zakaj je prišlo tudi do množičnih odpoved dirk. In seveda, vkolikor bi šel naštevati vse, bi bil prispevek dolg in dolgočasen, zato mi morate zaupati, da sem izbral tiste najbolj zanimive primere. In prvi, kateri je malce podoben situaciji, ki jo imamo danes, je tisti iz leta 1955. Namreč na dirki za 24 ur Le Mana je Mercedes Piera Bovillina zletel med publikom. Umrl je voznik in 83 gledalcev. To je povzročilo velik pretres v svetu motošporta in predvsem v Formuli 1. Namreč tovarniška ekipa Mercedesa je prenehala z tekmovanjem in v tisti sezoni so odpovedali kar 4 dirke, veliko nagrado Švice, Francije, Nemčije in Španije. V Švici do leta 2018 sploh niso imeli dirk na svojem lastnem ozemlju. In zakaj primerjam tisto odpoved dirk z današnjo? Kajti takrat, če pogledamo, smo imeli 7 dirk na koledarju svetovnega prvenstva Formule 1. Tisto za 500 milj Indianapolisa in 6 drugih. 4 so odpadle, če gremo računati v odstotkih, vidimo, kak je bil osip vseh dirk. In drugi tak primer je vezan praktično na naslednje leto. Takrat se je začela Sueška kriza in leta 1956 smo videli 2 odpovedi dirk zaradi finančnih oziroma sredstev povezanih s krizo v Suezu. To se pravi veliko nagrado Nizozemske in Španije. Kar ni nič takega, kajti zgodba se je ponovila leto kasneje, leta 1957, ko sta prav tako odpadli velika nagrada Nizozemske in Španije. A pri veliki nagradi Belgije so poskušali nekaj se izmisliti, biti malo kreativni. Takrat, vemo, ni bilo pokroviteljev pri ekipah, zato so ekipe dobile od prireditelja dirke štartnino, določeno količino denarja, samo da so se prikazali. V Belgiji so hoteli leta 1957 pod izgovorom sueške krize zmanjšati ta sredstva. In ekipe Formule 1 se enostavno niso prikazale. Tako je velika nagrada Belgije odpadla, da so bili v tistem legalnem številu, so priredili tisto veliko nagrado Pescare. O tem sem že govoril o drugem prispevku, bližnjico seveda imate v opisu. In kar je še bolj zanimivo, Belgijci so z istim izgovorom poskušali tudi leta 1959, a za čuda jim tudi tokrat ni uspelo. A leta 1959 smo videli veliko nagrado Nemčije na tistem norem kraju imenovanem Avus. V resnici, če poenostavim, ni šlo za nič drugega kot za del avtoceste, kateri je bil spojen s 4 ovinki. In seveda izjemno nevarna proga, katera je bila v koledarju tudi naslednje leto, leta 1960, a so jo odpovedali iz varnostnih razlogov, ker organizator ni bil sposoben pripraviti progo, da bi bila varna. Sam si težko predstavljam, kako bi bil lahko Avus varen za bolide Formule 1, a pustimo zgodbo na miru. In če boste mislili, da se zgodba z veliko nagrado Belgije konča leta 1959, se motite. Prisotna bo mnogokrat v tem prispevku. Že leta 1969 na veliki nagradi Belgije
pride do tega, da vozniki praktično niso hoteli voziti. Predstavnik GPDA, Grand Prix Drivers Association, to se pravi sindikata voznikov Formule 1, Jackie Stewart, je zahteval določene spremembe na dirkališču v Spaju. Zakaj? Spomniti se moramo malce nazaj, leta 1966 je doživel nesrečo, ko je ostal vkleščen v svojem bolidu, obrnjen z glavo navzdol v obcestnem jarku na tisti kmetiji, katera je bila tik ob progi. Bil je prepojen z gorivom, iz bolida sta ga rešila Graham Hill in Bob Bondward, varnostnikov ni bilo. Oba voznika sta si morala orodje sposoditi pri gledalcih, ki so bili slučajno tam ob progi, in malce avanturistična prigoda, kako je Graham Hill celo ukradel reševalno vozilo, da je lahko Stewarta peljal v bolnišnico. In seveda, Jackie Stewart je začel z izboljšavo razmer za voznike Formule 1. V Belgiji ga niso hoteli poslušati in 69. leta dirke ni bilo. Naslednje leto, leta 1970, so naredili eno šikano in 71 zopet izpustili dirko, in to je bil tudi konec tiste klasične postavitve v Spaju, tiste proge dolge 14 km. In seveda ne smemo mimo tudi političnih razlogov, zakaj določenih dirk ni bilo. Naprimer, zanimiva je tista zgodba vezana na veliko nagrado Španije leta 1980. Namreč znana je zgodba o tisti vojni med FISO in FOCO. Se pravi FISA, današnja FIA, in FOCA, Formula One Construction Association, se pravi tisti angleške ekipe, po večini pod vodstvom Bernieja Ecclestona. No, prišlo je do več sporov v več sezonah, kar je na koncu privedlo do pogodbe Concord. A na veliki nagradi Španije je zanimivo to, da Jean-Marie Balestre, tisti, glavni predstavnik FISE, je v petek zjutraj povedal, da v Španiji je lahko dirka, a ta ne bo veljala za svetovno prvenstvo, kljub temu, da je bila na koledarju. Podobno se je zgodilo leta 1981, prva dirka v Južni Afriki, kateri so hoteli spremeniti datum. Organizatorji v Južni Afriki se niso strinjali in FISA je pač rekla: v redu, hočete imeti dirko, imejte jo kot Formula Libre, ne bo v svetovnem prvenstvu Formule 1. In podobno v valu tiste stavke voznikov prav tako v Južni Afriki, a leto kasneje, leta 1982, je nastradala velika nagrada Argentine. Zaradi vse slabe reklame, ki so jo prinesli dogodki iz Južne Afrike, so izgubili glavnega pokrovitelja in kar naenkrat niso imeli sredstev za izvedbo dirke. In tako je leta 1982 odpadla ta zanimiva in zgodovinsko pomembna dirka. Vse zaradi spora med FISO in FOCO. Pojdimo naprej. Ena izmed dirk, katera je bila v 80-ih prisotna na koledarju, a nikoli izvedena, je velika nagrada New Yorka. V tistem uradnem spisu dirk koledarju je bila leta 83, 84 in 85. In ja, če se dobro spomnite legende o veliki nagradi New Yorka, kako si jo želijo na koledarju, se ciklično pojavljajo vsakih toliko let. Velika želja Bernieja Ecclestona, a že v 80-ih, ko so bile dirke Formule 1 v Združenih državah izjemno popularne, jo niso bili sposobni izvesti. In seveda sedaj me boste malce čudno pogledali, kako dirke Formule 1 v Združenih državah popularne. Naprimer, leta 1982 smo imeli kar 3 dirke v Združenih državah Amerike. In seveda tiste epizode okrog velike nagrade v Dallasu leta 1984 ne bomo pozabili, ko je bilo tako toplo, da se je stopil asfalt. Kljub temu, da je bila dirka pred odpovedjo, so jo izvedli. A vozniki so se v tisti priložnosti nekaj naučili. Leta 1985, uganite kje, v Belgiji, vam bom pomagal, so 14 dni pred dirko na novo asfaltirali progo. Postalo je toplo, asfalt je začel odpadati
In že na prostih treningih, in ko so to nekako za silo zakrpali, so naredili v bistvu več škode kot koristi. Ko so vozniki videli, v kakšnem stanju je proga, kljub temu, da se je vikend že nekako začel, malce podobno kot na veliki nagradi Avstralije 2020, so se skupaj odpovedali, kajti ni bilo podobno razmeram, na katerem je navajena Formula 1. In to na dirkališču, katero je imelo renome, da se bomo bolj razumeli. A okrog odpovedi dirke za veliko nagrado Belgije zgodbe še ni konec. Verjetno tisti najbolj bizaren razlog za odpoved je tisti iz sezone 2003. Namreč poznamo tisto zgodbo okrog prepovedi reklamiranja tobačnih izdelkov. Problem, s katerim se je Formula 1 ukvarjala tam na začetku tega tisočletja. In imeli so nekako možnost, da dobijo nove sponzorje do leta 2006. Ampak ne v Belgiji, tam so bili zakoni bolj restriktivni, zato leta 2003, ker je bila belgijska zakonodaja bistveno strožja od evropske, dirke ni bilo. Kar mene osebno zanima je, kako je sedaj možno, da imamo ekipe, katere so še zmeraj nekako pod pokroviteljstvom določenih tobačnih gigantov, v Belgiji vsi lepo tiho. In seveda nam bližji datum je tisti, ko je leta 2011 odpadla dirka za veliko nagrado Bahreina. A tu je šlo za tako imenovano arabsko pomlad, ko se je praktično ljudstvo uprlo voditeljem, prišlo je do protestov in Formula 1 ni prišla v to arabsko državo. Vrnila se je pač drugo leto, kot da se ni nič zgodilo, in vprašajmo se samo, kako se je končalo okrog tistih protestov, kaj so dosegli, kaj so dobili in kaj so jih naredili. Toliko o raznih razlogih za odpoved dirke Formule 1. Videli smo, da v zgodovini Formule 1 so bila obdobja, ko je bilo tudi množično odpovedovanje dirk, a sezona vseeno izpeljana do konca. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.